Župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat in pa Mateja Udovč, poslanka državnega zbora, na poslansko pobudo je prišlo do spremembe za marketiranje poti. Ja, v bistvu zelo smo veseli na občini Kranjska Gora, da se je konec koncev spomnil nekdo, da uredi ta financiranje planinskih in teh pohodnih poti v naših hribih, ki so bile dolga leta problem in v bistvu na plečih lokalnih turističnih oziroma planinskih društev, tudi lokalnih skupnosti turističnih društev. Zdaj bi se pa to sistemsko uredilo in bi se na Ministrstvu za gospodarstvo in turizem v bistvu dobila posebna kvota, ki bi to zakonsko uredila. S tem bi tudi markacisti, tudi ta komisija za poti na Planinski zvezi pridobili en vir financiranja, ki bi omogočil ne samo nadelavo in obnovitev poti, ampak tudi v bistvu samo šolanje teh markacistov, opremo, seveda vse to, kar je povezano z nadelavo in vzdrževanjem poti v naših gorah. Ste do te ideje, Mateja, prišli prav zaradi tega, ker ste bila planinska vodnica? Ja, res je. Jaz kot dolgoletna planinska vodnica pri Planinski zvezi Slovenije se s to problematiko srečujem že vrsto let z kolegi, vodniki in tako markacisti, to so osebe, ki vedno delujejo z roko v roki, saj se vodniki velikokrat na njih obrnemo, da jih povprašamo, v kakšnem stanju so njihove poti, preden se odpravimo v gore. Zaradi tega, ker nam je vodnikom zelo pomembna varnost naših udeležencev. In ker to problematiko zelo dobro poznam, sem pogledala, v katerem zakonu je pravzaprav urejeno vzdrževanje in obnova planinskih poti, in sem ugotovila, da je to v zakonu o planinskih poteh. Kjer pa sem ugotovila, da je bil zakon sprejet pred 14 leti, temveč z eno majhno pomanjkljivostjo, in to je, da ni imelo zagotovljenega sistemskega vira financiranja. To pa jaz mislim in ocenjujem, da je bistvo pri samem vzdrževanju in urejanju planinskih poti. Tako je nastala ideja, smo jo spravili na papir, s pomočjo tudi župana naredili pravno podlago, da bodo lahko tudi lokalne skupnosti, če bodo želele, financirale vzdrževanje planinskih poti drugim društvom kot le tem, ki živijo oziroma bivajo v njihovi občini. Zakon je bil na matičnem delovnem telesu obravnavan v sredo, ni bil žal soglasno sprejet, ampak sprejet z zadostno veliko večino, da me ni strah, da ne bo sprejet na seji državnega zbora. Jaz sama ocenjujem, da planinske poti morajo vse Slovence, vse politike, vse odločevalce povezovati in nikoli razdruževati. Zato še vedno upam, da se bo to na plenarnem zasedanju tudi zgodilo.